tokrat v občinskem informatorju. Varuhinja človekovih pravic. V Mariboru je manj težav. SMC predstavila 7 kandidatov Maribora in okolice. 1,1 zvezda v hramu kulture. V mariborskem študentskem kampusu zasadili vinsko trto in uredili permakulturni vrt. Regijsko srečanje folklornih skupin v Silnici ob Dravi. Lea Sirk v finale Eurosonga. Šport. Dravograjčani premagali NK Pohorje. Lepo pozdravljeni. Minulo sredo je Maribor ponovno obiskala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Skupaj s svojimi namestniki je poslovala v prostorih mariborske občine. Kot je povedala, je bilo tokrat za pogovor prijavljenih 22 ljudi, prvič pa se je zgodilo, da nekateri kljub napovedi niso prišli. Na novinarski konferenci je varuhinja človekovih pravic izpostavila, da je bilo tokrat problematike povezane s socialnimi težavami manj kot pretekla leta. V največ primerih je šlo za družinske zgodbe in težke razmere v družinah, ki sledijo razhodom, pravdam za premoženje in težavam po smrti katerega od svojcev. Ob tem je varuhinja opozorila na to, da se ljudje v stiski včasih težko znajdejo in poiščejo primerno pomoč. Stiska teh ljudi je velika. Zato smo bili še toliko bolj veseli, ker nam je ena izmed odvetniških pisarn v Mariboru ponudila možnost sodelovanja. Namestnik varuhinje je izpostavil primer delavca iz Srbije, ki dela za mariborsko podjetje že 6 mesecev, a ni dobil plačila. Ko smo zadevo si malo pobliže pogledali, smo na podlagi njegovih pojasnil ugotovili, da verjetno drugače kot prek sodnega postopka ne bo šlo. Nussdorferjeva se skupaj s svojima namestnika, poleg Horvata še z Ivanom Šelihom, sestala tudi z vodstvom mestne občine. Veselijo, da so informacije o stopnji brezposelnosti veliko bolj optimistične kot pred leti. Veseli smo, da je stopnja zaposlenosti očitno malo večja. Ne delamo pa si utvar, da so ti ljudje vsi zaposleni v Mariboru in okolici, zato ker vemo, da so kolone proti mejnemu prehodu v zgodnjih jutranjih urah izjemno dolge, več kolon se vije proti sosednji Avstriji in da večina teh ljudi torej najde tudi delo preko meje. Lani je varuhinja Maribor in sosednje občine obiskala kar 2-krat, in sicer aprila in novembra, in sodelavci govorila s približno 70 ljudmi. Kot kaže, pa bo letos to število vendarle nižje. Zdaj pa k politiki. V Mariboru so se predstavili kandidati za poslance stranke Modernega centra, ki bodo na predčasnih državnozborskih volitvah kandidirali v Štajerski prestolnici in okolici. 7 kandidatov največje vladne stranke SMC je podprla tudi podpredsednica stranke. Dejala je, da s programom ponujajo možnosti za boljšo prihodnost Slovenije in Maribora, ter ob tem poudarila, da so v tem mandatu namenili Mariboru veliko pozornosti, kar se kaže v številu realiziranih projektov. Ustvarili smo nova delovna mesta, obnovili cestno infrastrukturo, posodobili oziroma zagotovili varnost tako cestnih in železniških prehodov, predvsem pa tudi zagotovili učinkovitejšo socialno politiko. V mariborskih volilnih okrajih bodo kandidirali že sedanji poslanci Branimir Rajić, Ksenija Korenjak-Kramar in Jasna Murgel, ki se bo, kot pravi, še naprej zavzemala za izboljšanje položaja ljudi s posebnimi potrebami. Torej otrok s posebnimi potrebami, invalidov, starejših in vseh tistih, ki potrebujejo pomoč in morda imajo malo manj glasu v parlamentu kot neke večje teme. In tudi se bom ukvarjala s tem, kar se izpostavlja kot pereča tema, recimo prekarni delavci, tudi samostojni podjetniki. Poleg njih pa bodo kandidirali še nekdanji nogometni reprezentant Gregor Židan, podpredsednik mestnega odbora stranke Drago Pekler ter mariborska mestna svetnika Damir Orehovec in Helena Kujundžič-Lukaček. Ker čutim, da bi lahko tudi na državnem nivoju, na višjem nivoju dosegla še več in ponudila ljudem še več, zato sem se tudi odločila za to kandidaturo. Vsi kandidati pa pravijo, da se bodo zavzemali za njihov skupni interes, blagostanje Mariborčanov. Učenci in učenke osnovne šole Silnica ob Dravi so minuli petek zavzeli oder Hrama kulture Arnolda Tovornika. Pripravili so prireditev 1,1 zvezda.
Starši, babice in detki so tokrat uživali v prizoritvi plesno-glasbene prireditve, ki so jo ustvarili njihovi najmlajši. Kaj vam je bilo najbolj všeč? Na splošno, otroške pesmi so vedno najlepše. Čudoviti otroci, mentorji so odlično pripravili program z otroci, vrhunsko, lepo. Ja, ful dobro se pripravlja. Mislim, da je bilo vse super, izvedeno. Strani učiteljev in nastopajočih, tako da vsaka čast. Osnovnošolci so se na dogodek pripravljali 2 meseca, s tem pa so pokazali svoje potencijale. Zapela sem Od ditke, ne bodi kot drugi, pa mislim, da ta pesem ima eno sporočilo, da moraš biti edinstven, in mi je ta pesem zelo ustrezala. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, se sreča ni nekaj, ker pride naproti. In kako se vama je zdelo nastopati? Meni je bilo fajn, bi še kdaj. Meni je tudi bilo fajn, malo sem bila živčna. Na nastopajoče je bila še posebej ponosna njihova mentorica. Z dogodkom pa je želela spodbuditi otroke tudi k temu, da pojejo pesmi v slovenskem jeziku. Zdaj smo videli, da je tudi to zelo lepo. Otroke to navajam, da je slovenščina krasna, v slovenščini krasna pesem in da je treba to negovati. Si pa želijo takšno prireditev še kdaj ponoviti. Še ostajamo v hramu kulture Arnolda Tovornika, kjer je potekalo tradicionalno srečanje folklornih skupin Maribora z okolico in Pomurja. 230 otrok je nastopilo na odru in skozi ples, glasbo in petje obudilo stare običaje. Otroške folklorne skupine so tako navdušile obiskovalce. Pravijo, da so podoživeli dobre stare čase. To se mora prenašati, iz roda v rod, To je za nas pa starejše tudi prijetno, da kdo to počne spet na novo. Odlično je bilo, zelo lepo, super, še več takih prireditev. Kaj vam je bilo najbolj všeč? Vse točke so bile čudovite. Bravo organizatorjem, bravo mentorjem, super. Na srečanju se je predstavilo 10 otroških folklornih skupin, ki sta jih pod budnim očesom spremljala državna selektorja Bojan Knific in Maja Miklavž Sintič. Videli smo zelo zgledne programe, spremljali in ocenili bomo plesni program, potem kostumsko podobo, odrsko igro, vokalni program ter glasbeno-inštrumentalni program. Skozi tekmovanja pa ohranjajo tudi ljudsko izročilo. Že pri malih se začne vzgajati ta duh, da nekako preteklost oziroma izročilo naših prednikov ohranjamo, da ga gojijo, da ga tudi spoznavajo. Kajti normalno eni imajo babice, detke, ki mogoče o tem pripovedujejo, drugi nimajo in spoznajo to preko teh skupin, preko folklornih društev. Seveda se nam zdi pomembno, kajti radi bi, da se to ne izgubi. Najboljše folklorne skupine, ki so se udeležile srečanja v Sevnici ob Dravi, se bodo po izboru državnih selektorjev udeležile še državnega srečanja, ki bo 2. junija v Mašperku. V študentskih domovih Univerze v Mariboru so to sredo preuredili permakulturne gredice v večnamenski jedilni vrt in ob tem zasadili sadike vinske trte. Zunanje površine ob prenovljenem domu 7 so preuredili v učilnico na prostem. Namen je, da študente pravzaprav naučimo, da je treba skrbeti za lastno proizvodnjo. Res pa je, da to pomeni za njih tudi odgovornost in jaz upam, da se bodo te odgovornosti zavedali in držali obljubljenega. Permakulturni vrt, ki je bil zasnovan pred 2 letoma, so tako dopolnili z novimi programi in prostorskimi elementi v skupnem projektu Študentski učni vrt.
permakulturnem vrtu vzpostavljamo učno in raziskovalno okolje za naše mlade, za študente z namenom, da bodo znali spremljati procese, ki potekajo v naravi. Naš namen je bil, da ne vzpostavimo samo oglednega vrta, ampak kot jedilni. Na visokih gredah so predvidena zelišča, zelenjava. Dodali so še zelišča in jagodičevje. V permakulturni vrt pa sodi tudi vinska trta. Mestni viničar je tako zasadil 3 sorte. Vinska trta nedvomno sodi v tak permakulturni vrt, tam, kjer bi naj bilo vsega nekaj. Seveda pa ne tista, ki jih poznamo za pridelavo vina, pač pa nekaj novejših sort, ki so odporne zoper bolezni. Tukaj smo zasadili 3 sorte vinske trte. Eno je sorta Izabela, nekoliko požlahtnjena, potem je sorta Nero in potem sorta Romulus. Gre za pomembno pridobitev za študente, ki bivajo v študentskih domovih, kot tudi za študente članic Univerze v Mariboru v izobraževalne in reprezentančne namene. Moram reči, da je to nekaj zelo inovativnega, neko tako stvar. Zelo so se potrudili tudi pri izgradnji tega doma, res je zelo lepo, zato študenti čutimo neko odgovornost, da se pač potrudimo tudi pri kakih takih zadevah, da sodelujemo. K temu pa dodajam, da so s tem pridobili nekaj zdravo pridelane hrane, poznalo pa se bo tudi v njihovih denarnicah. Lea Sirk se je uvrstila v finale Eurosonga. V areni Altis je bil tudi Denis Živčec, novinar časnika Večer, ki je spremljal celotno dogajanje. Lea mu je po nepričakovanem uspehu zaupala svoje občutke. Poglejmo si izjavo. V izgovorjeni državi Slovenija je meni bilo klik. V trenutku sem vedela, da smo naredili dober nastop, da je vse štimalo, dvorana je kričala. A si ti iskreno vse čas mislila, da ti bo uspelo priti finale? Ne. Sem vedela, da sploh ko so klicali v ne države, sem nekaj, joj, ful ta močnih je še zunaj, no way, pač ne. Ampak meni je vedno ful hudo zaradi ljudi, ki so okoli, pač plesavke, pa domači, pa tako, pa ko veš, da si res želijo, da so vse naredili, da so tukaj, da te podpirajo. Tako sem zaradi njih bi rekla, da je to finale, da smo naredili to. Po drugi strani, tako ko sem rekla, jaz sem z današnjim nastopom naredila vse. Zdaj, jaz se lahko samo zabavam zdaj naprej in ta 2 dneva finala bom naredila točno na tak način. V easy, zabavno, če se mi bo sprdnilo, da skočim dol z odrom, skočila dol z odra. Kaj tak nemam več kaj izgubiti? Kaj sporočaš Slovencem? Da upam, da so me gledali, ne mene, da so gledali svojo državo tako, kot bi gledali Tino Maze, ko smuča. In še enkrat se opravičujem, da nimamo sekund in stotink, da bi se lahko na tak način dokazali. Imamo pa vseeno veliko srce, tisti, ki stojimo na odru. Se borimo za našo državo, tudi če ni vse perfektno v naši državi. In upam, da bo ta pesem na vseh mojih koncertih zdaj v prihodu nazaj, ki jih je kar nekaj, dvignila Slovence vedno na noge, da se bomo vsi lahko spominjali tega nastopa, ker občutki v dvorani so bili nenormalni. Za konec še k športu. Minulo soboto smo na nogometnem stadionu v Rušah spremljali predzadnjo tekmo sezone 2017-2018. Nogometaši NK Pohorja so se pomerili z vodilnim NK Dravogradom in izgubili. Nogometaši Dravograda so v zadnjih 2 tekmah pred gostovanjem v Rušah osvojili le 2 točki, a so na stadionu Zelenih pred dobrimi 300 gledalci prišli še do 16. prvenstvene zmage. Mi smo vedeli, da prijemo v Pohorje, bo ena težka tekma, oni so se po zimi okrepili, ampak na koncu mislim, da smo zasluženo zmagali. Čeprav so Pohorci v zadnjih 2 tekmah bili bolj učinkoviti od Dravograda, jim tokrat zvezde niso bile naklonjene. V 14. minuti srečanja so gostje povedli, ko je Boštjan Hulcman ugnal Aljošu Gluhoviča. V 37. minuti srečanja so Rušani uspeli rezultat izenačiti. Zanje je zadel Anžej Maček ter poskrbel za izenačeno nadaljevanje. Zmagoviti zadetek so gostje uspeli doseči dobrih 15 minut pred iztekom rednega dela, ko je zadel Peter Kogelnik. Momentarna tekma je zelo dober, saj smo se jim odlično opirali. Oni so le prva ekipa vodilna v tem prvenstvu. Imajo samo en poraz. Malo se je videlo, da smo v drugem polčasu padli fizično in nismo mogli več parirati, ker smo v prvem polčasu dali vse od sebe, drugače pa sem zelo ponosen na svojo ekipo. Ob tem pa je dodal, da jih na domačem terenu čaka še ena tekma, na kateri morajo dati vse od sebe, da bodo obstali na 7. mestu 3. slovenske nogometne lige.
Preverimo še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. To soboto 12. maja ob 18. si lahko v Modri dvorani v Vuzenici ogledate 6. tradicionalno prireditev Hec pa mora bit. V Kulturnem domu Kamnica bodo to soboto prostovoljni gasilci in gasilke PGD Kamnica obeležili 130. obletnico delovanja, pričnejo ob 18. Ta vikend pa lahko preživite tudi v duhu 14. športne pomladi v Mariboru. Vrstile se bodo brezplačne prireditve na športnih objektih Maribora ter v številnih športnih klubih in društvih. Toliko za enkrat, imejte lep konec tedna. Nasvidenje.